da ti bo zaupala 300-400 evrov na mesec. Jaz tudi, če ne bi imel sploh Instagrama, bi mi laufal. In ti imaš stranko 1, 2, 3, 4 mesece mogoče in pa gre. Golfajo pa same sebe, čim se ne držijo, pa rečejo, ja, držal sem se, ja. Teže je pa že 2 meseca ista, ali kaj. Če poslušal vse, ene maške v 2 mesecih naredijo ful dobre rezultate. Čim nekdo mora mi spustiti težo na hiter dol, jaz tako pač, če ne moreš kontrolirati te teže, ne bo vas tako težo delala. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, uživite v pogovoru. Hvala. Pa še enkrat, Martin, lepo pozdravljen v Tarkov pogovor. In jaz bi začel kar z vprašanjem, če je možno kot osebni trener v Sloveniji pošteno živeti ali 90% trenerjev sam tako obupa. Zdaj tako, jaz tudi, ko sem šel na licenco, večina jih nič ne dela, zato je težko začeti. Težko je dobiti stranke, ampak pa počas, ko se ti začne baza delati, se da živeti, ampak to je večleten proces. Načeloma je skoraj da rabiš nekaj zraven delati, ker težko tudi najdeš osebo, da ti bo, brez da imaš ti dokazane rezultate z drugimi strankami, da ti bo zaupala 300-400 evrov na mesec. Vse je to lahko najemnina. Je kar vložek vase za stranko, ampak se pa da. Vse da. Moraš biti pa aktiven malo tudi na socialnih omrežjih, pogovarjati se z ljudmi, pač, če narediš dobre rezultate, če je folk zadovoljen, največ pride pol od usta v usta. Po mojih izkušnjah sem največ tako dobil ljudi. Koliko pa so pomembna socialna omrežja, se da tudi brez njih? Jaz mislim, da se da, zato ker jaz nisem še močen na socialnih omrežjih, pa mi kar v redu gre, no. Sam sem pa jaz konkretno ful komunikativen, ful ekstrovertiran, z vsemi se skozi pogovarjam, vedno se vštekam, vedno kaj delaš, kaj to in nekako pol folk prepozna to, pa vidi, se je sproščen, mogoče pa ne bo. Kaj ima dosti ljudi tudi tremo, preden bi začeli, a mi bo šlo ali ne bo šlo, ampak pa enkrat, ko se spravijo, pa ne rabiš po mojih socialnih omrežij, ampak definitivno pomaga. Jaz bi rekel, da sem dobil mogoče 10%, a pa 15% sam strank prek socialnih omrežij, iskreno. Pa se ti to zdi veliko primerjavi z drugimi, verjetno ne? Po mojem, da malo. Ko vidim druge trenerje, ki ful šopajo socialno omrežja, ki jim gre ful dober, jaz tle še malo moram pogurati. Se mi zdi, da je malo. Po mojem, da večina več dobi, ampak vem pa konkretno ne. Ne vem, ki ostali to dobivajo. Jaz mislim, da pač imaš ti eno ful veliko prednost in to je to, kar si že omenil, da se znaš zmeniti, pa da ti lahko zaupajo v živo, pa da pol naprej povejo, ne. To sem sicer planiral za kasnejši del podcasta, ampak Jaka že zdaj vprašal, tako da, evo, tako gre, vidiš. Ja. Če se nekaj spomniš. Se pravi, socialna mreža zate niso še toliko pomembna. Ker jaz mislim, da zdaj so postala zelo močno orodje, ki se ga lahko uporablja, ampak to, da so stranke zadovoljne s tvojim delom, pa da povejo naprej, se mi zdi, da je pa še en tako močen faktor promocije, da po mojem celo močnej. Ja, v mojem primeru sigurno. Jaz tudi, če ne bi imel sploh Instagrama, bi mi laufal. Ampak, dobro delo se samo hvali načeloma, ne? Zdaj, to pa tudi traja, ne? Jaz zdaj to delam kaj slaba 3 leta, zdaj začenja res lepo laufat, da se da. Prej pa tako, prejšnjo poletje je bilo dosti slabo, moram reči, sem delal 5-6 treningov na teden, zdaj lepa gorija, ne? Traja, da se razve, da je tako, pa šopa, no. Tako da je pa ta ekstravertiranost pri meni res nekaj. Jaz mislim, da če nimaš tega, boš zelo težko kot trener uspel. Že to, da se jaz lahko z vsako stranko pogovarjam 1 uro, ker to je pač pol ure sam pogovora, pol ure ona dela, a ne. Moraš kar, pa jih 6 zamenjaš v 6 urah, pa vsak ima druge probleme, moraš ti v minuti cak, ki jih menjaš, tako je drugi vsega vedeti. Tle je po mojem ena moja velika prednost. Instagram pa ja, ful dobro orodje, ful dober. Kakšno sodelovanje, vse takoj te pol laži. Ampak zaenkrat se še ne poslužujem toliko. Imam pa cilje, sem začel nekaj objavljati, ampak se mi je malo vmes ustavil, imam ene druge projekte. Tako da je tudi to v planu načeloma. Kaj pa je lažje pridobiti stranke ali jih pol ohraniti za dolj časa? Pri strankah najhujše to, ker večina se jih pride naučiti. In ti imaš stranko 1, 2, 3, 4 mesece mogoče in pogre. In skozi se menjajo.
Imaš nekatere, ki ostanejo, ampak tudi mora biti stranka dosti finančno sposobna, da bo iz meseca v mesec ti plačevala 300 evrov na mesec. Večina ljudi si realno tega ne more privoščiti, tako da večina ljudi se nauči in pol delajo sami, mogoče imaš kakšen check-in na vsake tok, da vidiš formo, jaz sem itak sestavil nek program, jih probam osamosvojiti, da znajo sami. Zato jaz tudi kakšnih jedilnikov načeloma ne sestavljam, če ni izrecne želje, raj greva vsak dan čez, kaj si jedu to, kaj bi lahko boljš, zato da jih jaz nekako naučim živeti tudi po mena, ne? Da bojo oni začelo življenje imeli ta znanja in bojo sami lahko sledili temu planu. Ja, če niso profesionalci, Itak. profesionalca rab trenerja vaš čas obsepne, da ga stiska, da dosežeš 10% več, kot lahko dobiš. Za rekreativce, tako kot sem jaz, je pa veliko bolj, da znaš, da se naučiš s trenerjem, pa delaš sam naprej. Ker se mi zdi, da efekt ni več toliko velik, kot v začetnem obdobju, da se naučiš tehnike, da se naučiš stila treninga, pa pol znaš sam prilagajati svoje stvari naprej. Tudi kdo po 2 mesecih, 3, odvisno koliko je on malo zavedanja telesa, že vse zna. On bi lahko sam naredil vse. Večini pomeni to, da ima on uro in ve, da mora pridati, ker nimajo neke discipline sami pri sebi. In si jim ti tam check-in, pa ta accountability, da on ve, da mora jesti, da ve, da ga bom jaz sprašal, kva si pa danes jedel, kva si počeri jedel, a dobro spiš, a se kaj vidi, da trekava težo, gledava v nos in podobno. Tako da ja, itak, za te rekreativce, to so itak večinoma začetniki, kar rabi sam neke tehnike se naučiti, pa malo snov prehrane in življenjskega sloga mogoče. Pa itak ne moreš čez noč mu ti spremeniti komplet jedilnika, da bo on začel spati 8 ur na dan, da bo treniral 3-krat na teden. Začneš na 2-krat na teden, mogoče 3-krat, pa počasi spremenjaš. Ker čim bo on spremenil lifestyle čez noč, tega ne bo držal. Tako, ker nekdo, kaj za novo leto spremeni, jaz ne bom kadil, jaz ne bom pil, ne bom nič, zdaj bom treniral, delal už to 1 mesec. Pa je prevelik šok za telo. Tako da je počasi manjše spremembe, stremimo pol k nekemu dolgoročnemu življenjskemu slogu, ki bo prinesel rezultate. Kaj pa lažje nekako spremeniš pri nekomu, neki stranki, prehrano, spanje ali trening, samo disciplina treninga? Ful je od stranke do stranke, mislim, ful. Eni imajo hrano že kakor to poštimano, tisti je najlažji, tisti takoj rezultate vidiš, pa enih je hrana izziv. Eni spati sploh ne morajo. Imajo otroke, ne vem kaj, delajo ob 4 zjutraj. Njemu jaz ne morem spanje zrihtati. Imam tudi enega, ki na železnicah, recimo, nočni delovniki, turnusi, on spanja ne bo nikoli zrihtanega, dokler bo tam delal. Glede treningov pa načeloma ni toliko problem, edin pol, da res sami hodijo, pa da delajo, pa kar rabijo par mesecev, da oni se res ulaufajo, da jim tudi paše trening, ker na začetku jim je muka. Folk je tako, trening, grozen mi bo, bolel me bo, ampak s časoma kar vzljubijo to, pa se pol kar radi borijo tudi na treningu. Vidiš, ko jim začne pasati ta trud, da straglajo. A k temu, da ljudje hodijo na treninge, pa se držijo novih ciljev, novih navad, vpliva tudi to, da je cena visoka, pa da s tem asociirajo to, da bo neki izgubili, če ne bodo začeli tega delati. Da se zaradi tega pol lažje ustvari navada. Zato, ker vejo, da so plačali, da jim ni škoda več stran tega denarja. Po moje, da ja. Ampak to pa bi mogel njih vprašati. To jih prav konkretno še nisem sprašoval, ampak ja. Jaz bi rekel, da ja, ker tudi jaz, če nekaj si kupam, pa če vem, da je bilo drago, bom zato to cenil. Če pa bom jaz nekoga zastonj, on bo tako, ja, sej zastonj, se ni to nič vreden, Tako, ker recimo moj brat, oba brata, jaz ko dejmo trenirati, dejmo to, nič se ne gibata, Kaj je zastonj, Pač, zastonj imaš kovča. Dejmo nekaj narediti. Jih ne zanima. Unka pa plača, ja, bo pa mogoče pol vložil tudi stok truda, koliko je denarja dal noter v to, Ker je že to neka odločitev, ne? Da si plačal. Absolutno, že da me je kliknil, da me je klical, hej, jaz bi se zrihtal, Se si mora samo vse priznati, da se mora zrihtati. Pa dosti že let pol te spremembe, Nisem sicer mislil toliko o tem govoriti, ampak me vsem zanima, tako kot, kaj je slabša navada, tako da preveč poješ, da postaneš pretirano debel, ali razne navade, kot so pitje alkohola, pa recimo, da je to zmerno. Kolikor gre kaj v ekstrema, Da je ta ekstrem, da rečemo prekomerno uživanje hrane, da je ekstrem,
pa da so te druge slabe navade zmerne. Kakšne žurke, alkohol, nespanje. Da so zmerne. Pač oboje je lahko zelo slabo, ne? Ja. Ali rataš toliko obis, toliko debel, da pač se komi premikaš, da te vročina zjebe, da lahko ležiš cele dni, ali pa ni nič od tebe, pa si cel suh, ali pa tudi realno od alkohola, pa če ješ in podobno, se boš tudi zredil, hormoni so čist slabi, poleg tega tudi, če smo preveč debeli hormoni, ne laufajo tako, kot bi mogli, tako da ne vem, kaj bi rekel, da je slabš, vse v neki meji normalne se da, ne? Ni narobe tudi kdaj, kakšen junk food, pa kaj, lej, v redu, prvošci ni panike, ampak nekih 20%, če imaš tega čisto ok. 80%, če ti ješ clean, jaz načeloma tako govorim, lej, 80% je clean, in 20%, tudi če boš olje na žlico jedel. Meni je dosti vseeno, ampak če boš že uno jedel clean, boš načeloma nekaj naredil. Nočem nikoli neke ekstreme, neke hard diete, ni dolgoročno. Sej celo boljš, da imaš skozi nekaj dobrega za pojesti zraven, da te pol enkrat sam ne zruši vse, pa hočeš pa sam, ja, pa nehaš. Ni sam trpljenje, ni sam, joj, ne smem, ne, pač. Prvošci, katere zapaše, ni problem. Tudi pridejo dopusti zdaj poleta, ne, sem samo rekel, lej, pač, sej, jaz ti ne bom rekel nič, ne, dej, ne, sej mu itak ne morem sebi prepovedati, ne. Ampak sem tako, pač, probil v nekih mejah normale, ne, zdaj, če že obdrživa težo, če nekdo hujša, sva že veliko naredila. Če šel malenko zgor, sploh ni panike. Ok, nazaj na teme. No, pa Koliko pomemben je, da si kot trener v dobri formi in še drugi del vprašanja, a dobra forma trenerja pomeni, da bo znal do podobnih rezultatov pripeljati tebe? Jaz mislim, da dobra forma pri trenerju je pomembna, zato ker s tem pokažeš nekomu, da si ti sebe znal nekaj narediti. Pač, sorry, če ti nisi v formi, kako bo nekdo ti že zaupal, ne? Da lahko, ne. Nekako pol že tvoja sama forma, če si v dobri formi, ti je dobra reklama. Folk vidi, lej, kako je spreman, dej, jaz bi šel mogoče k njemu, če me približno do tega že lahko pripelje. Mislim pa, da ni nujno dobra forma dokaz, da te bo nekdo pripeljal do ciljev. To pa mislim, da ni. Sploh, koliko je danes uporabe kakšnih steroidov, peptidov. Tudi, ko vidiš ljudi, ki se pogovarjajo, pa kaj delajo, pa zgledajo dobro. Ampak se sam za glavo držiš, ko gledaš, kaj delajo. Tako da ni nujno, po mojem. No. Ja, jaz bi se kar strinjal s tem. Ja, jaz tudi. Koliko ur tedensko pa dejansko treniraš stranke, proti temu, koliko časa porabiš za priprave, marketing pa pridobivanje novih strank? Treniram jih tam enih 20 ur na teden, mogoče, no? Nekaj tazga, zelo se malo veča, zelo je res lepo. Priprave so tam 5 do 10 minut na vsak trening, ki si ga pripravljamo prej, v bistvu itak trekam vse sete in vse za vsako stranko posebej, pogledam za nazaj, prejšnji trening je bilo toliko, malo povečam, vidim, kako je bilo takrat, kako je šlo, da do 5 minut mogoče, bolj je mogoče to usklajevanje terminov, ker niso vsi fiksni, to mi mogoče več vzame celo kot priprava. Zdaj marketing zares, razen to, da malo natisnem kakšne vizitke, letake, majice tam delati, zaenkrat še nekaj ful ne delam. Tako da tleti ne moram odgovoriti, pa kaj si še vprašal? Še nekaj je bilo. Je bilo še ena stvar, ali sem mislil. Pa pridobivanje strank. Pridobivanje strank, če se sam pogovarjam organsko. z ljudmi. Jaz se sam z ljudmi pogovarjam, majico vam tle v zadnji piše osebni trener, folk sam do tebe pride, Ja. itak komunikativnost, pol naredi svoje. Kaj delaš to? Ok, ja, da me zanima in pol sej 3/4 ne vzame, ampak vse pa pol nabere, ne? Kakšno razliko v znanju prinese, recimo, kako se naučiti biti osebni trener? Ker zdaj smo omenili, da sama forma ne pomeni, da boš ti znal trenirati ljudi. A je to tečaj? A so to dejanska praksa pa izkušnje, ki ti treniraš ljudi? Kaj te največ nauči biti osebni trener? Ja, prvo je tečaj. Ker pač sej, kot ti si tudi ten gym govor, oba dva stane, se neke osnove veš, tudi če si gledal videe, približno veš, ampak ne poznaš ti čisto anatomije, kaj kakšen gibalni vzorc dela čisto točno, a ne, kosti, mišice in podobno. Teda prvi korak je itak tečaj, itak licenco rabaš. Pol moraš sam dosti dolgo trenirati, drugače itak boš težko že, ne vem, se poznata Shape House, to je toliko ljudi noter, jaz pridem na trening, 4 alternative za vaje imam, pa ene ne morem narediti, kaj je to polno loh.
Tako da, tle ful so te izkušnje, koliko si ti že probavil stvari, koliko si ti pogledal video, koliko vaj za triceps poznaš. Moraš se vedno znajdeti, ne. Ful je improviziranja lahko. Drugač pa meni je največ dal en coach, če ga lahko tle shout out, tam Peter Prezel, sem imel online pri njemu, on me je tudi najbolj v formo spravil. Z njim pri njemu sem jaz toliko znanja dobil, da tudi če ne bi nič kaj prešel na noben tečaj, bi po njegovem nekem vzorcu, oziroma po tem, kar me je naučil, jaz zelo veliko delam tudi zdaj. No. K njemu hodim na vsake toliko kakšne izobraževanja, vedno grem tudi razširjeno naprej, če koga zanima od kolegov, ko me je par kolegov coachov. Tako da meni je po moje on dal največ tega, kaj je res. On je nerd za hipertrofijo, po domače povedan. Pač, ti mu pošleš, zakaj tle to? On tako, zato ker si prsni koš tako dol, je 15 minut voice ti razlaga, zakaj je tako boljš. Pač, noro, lahko vam pa pokažem, čisto do. In po njemu sem jaz ful veliko vzel. Jaz mislim, da bi rabil skoraj da vsak coach imeti enkrat coacha v lifeu, no. Vsaj na začetku se mogoče ti, če se zbildaš drugače ne rabaš, ampak meni je ful veliko dal. Tudi da se ne ravnam jaz po občutku, a ne? Ker tudi, ko greš na nek orang kat, če imaš ti po feelingu, ker ti bom rekel, ne, še malo bova stisnila, pa greš še malo dol, tako, fuck, a ne, že zdaj stradam, a ne. Ampak na koncu si ful vesel, da ti je rekel, pač, pej če dol, zato ker ti pa že toliko se stradan in po občutku bi si ti rekel, ne, dosti je nehal bom zdaj hujšati. Tako da jaz bi to rekel. Da mora imeti vsaj enkrat v življenju coacha, da vidi, kaj dejansko pomeni coach biti. Jaz mislim, da ja. Hudo. Zame nova kategorija, imaš ti še kakšno vprašanje? Ne, edin zanima me coach kot kdaj trenerja imeti. A ko si ti že trener, da se nekaj naučiš od nekoga bolj izkušenega ali preden sploh postaneš trener, ne vem, z licenco? Jaz sem ga vzel glih na začetku, ko sem naredil licenco. Jaz sem ga vzel v bistvu, jaz sem to po feelingu to zdelo. Vse sem trackal prej že po 3 leta, ampak sem prišel tako 100 kil. Ampak je bil tudi malo višji procent maščobe, a ne? Pa sem pa probavil let pa pol, da bi jaz to spravil sam maščobo dol, pa je ni šlo. Pa sem pa za njega slišal, tako, da vidimo, če mi lahko on to pomaga. In je res pač super rezultati, ful dober. Zdaj jaz bi tako coacha priporočil za začetku. Če bi jaz imel finance na začetku, ko sem začel trenirati, sigurno bi si vzel coacha. Imel sem poškodovan kolen, sem imel komolc, križ me je že bolel. Na začetku, ko nekdo začne, rabaš ga imeti, realno. Tudi vidva zihar, kdaj že kaj bolel, kaj ni bilo čisto redo. A je res? Ja, Simon, kar povej. Rabaš nekoga za začetek pač. Pa ni to zdaj reklama za mene, kogarkoli vzamte. Ampak tako, da te osnove dobiš, rabaš ga, no. Rabaš ga. Bi pa načeloma itak, jaz trenutno imam toliko zaledela še z enimi drugimi strani, da sploh, ko mi da sebe treniram, tikrat teden naredim, to je to. Tako da ga zdaj niti ne moram imeti, ampak imam pa zihar še v planu prihodnosti še koga si vzeti, ja. Čistko za neko novo znanje, veš, tudi vsak coach malo po svoje dela. En ti bo rekel, da to ni v redu, en da to ni v redu, boš pokazal coachu program, bo rekel, kakšen je to vrstni red. Ko ima vsak eno svojo filozofijo, sej večina te bo pripeljala do rezultatov, verjetno, a ne. Ampak pač ti s nečem prišel do tega in verjamaš v to, a ne, v ta princip. Okay. Prej si na začetku omenil, da ti kot trener ne iščeš programa za stranko, ki bi ga ti dal, ampak iščeš ti stil, da si lahko stranka sama najde program, ki ji bo najbolj všeč. Da jih ti učiš trenirati samega sebe. Tako, mi gremo itak, pač ne, karikiram prvi trening, greš na neke vaje, vidiš, prvo jih lahko naučiš to, ker eni imajo ful zavedanja telesa, kakšni RDL-i so klasika, pač to je ene problem naučiti, 5 treningov jih učiš to. Ne moreš, bo krivo križ, bo šel s koleni naprej, ne gre. Tako da vidiš, kere vaje jim odgovarjajo, tudi če jim neka vaja ful ni všeč, moj pač ne boš dal programa, ne. Hočeš mu ti narediti program, ki ga bo kokar toliko saj z veseljem delu, ker če njemu muka prideti, pa samo 3/4 vaj jih sploh noče delati, pol ne bo dal konto delo, a ne. Zato vedno probaš najti vaje, ko si jim vsaj kokar toliko všeč, se kakšne jim moraš pustiti, kaj jim tudi niso, ampak na tem delaš, da je njim trening tudi všeč, a ne. Zato jih tudi vprašaš, ja, to ti je cool, a bi kaj zamenil, preden se piše pol programe na koncu, če končujejo, a ne, neko to izobraževanje, če temu rečemo, ki se osamosvajajo, jih pač vprašaš, a bi to, a kaj zamenjava, kaj ti ni všeč. Tako da hočeš jim čim bolj narediti, da jim bo všeč.
Ampak, ker si tako ne navaja na začetku, še sami ne vejo, kaj jim je zares všeč, lahko ne. To je res, ampak si za to pa narediš, ne vem, 2-3 mesece, pa se pa že to klav, ja, po prvih Pa se pa 4 ne. treningih itak, pa navodil imaš za vsako vajo 4-5, a veš, se eni mislijo, da ja, bi naredila en trening, skupaj da me naučiš. Tako pač lahko narediva 1 uro, meni ni problem ti 1 uro narediti, sam naučil se ne boš nič. Tudi 4 treningi, vprašanje, če bo kdo se zares naučil, ti rabaš 8 do 16 treningov, vsaj, da res delaš v nujo vaje, da sem jaz confident, ok, zdaj lo greš pa sam delat, pa sem zihar, da boš naredil v redu, a ne. Pa tudi to, da se pušajo, recimo, ker na začetku vidiš, dokler stranka ima lahko poker face med vajami, jaz vem, da je prelahko pač. Sam na začetku jim ne težiš še, a ne. Pa so tako, ja, se je bilo kar težko, pa vidim, pa se mi smejala, sem ja, vem, sa veš, uno vleče. Sem tako, ne, pač. Tako da, več teh faktorjev je. Prvo tehnika, pol tudi, da se znajo pušati. Mogoče je s tem še največji problem, ker vedno puščajo v rezervi, a ne. Ne grejo do konca. To je mogoče največji problem, da res navadaš ljudi. Ker tudi folka jih imam, pa so nehali, a ne, pa so sami, pa jih vidim po fitnessih, pa sem tako, koliko si pa tle pustil v rezervi, pa rekel, ja, 1, pa sem clearly videl, da ima še 4 noter, a ne. Pač, mogoče tle je največji izziv. Večji kot nekdo, ki bi pretiraval iz prve. Ja, sigurno. Več. Sigurno. Mislim, iz prve, sploh nekdo, ki je že hodil v gym, rad malo meče težo, pa nikakva forma pa tako, ja, na začetku ja, ampak se zelo hitro navadijo, tudi vidijo, kaj folk misli, ful bom delal high weight, ne vem kaj, ful bom metu uno težo, ampak v resnici boš zmanjšal težo, ful bolj lahko stimuliral mišico, ful bolj boš čutil, samo morajo pa to videti sami na sebe, ne, ker ne verjamejo čista, ne. Jaz jim spustim ful težo, kot so prej delali, pa tako, fuck, sam to bom delal bruka, a pol še 100-krat bolj čutka prej, ne. Tako da to načeloma ni toliko problem, pa tudi večinoma so začetniki, ki niso hodili v gym, ali so pa en mesec probavali, pa še te so ponovadi te, ki grejo na stezo, ki si tak ne upajo čisit, pa zato najdejo trenerja. Da imaš nekoga, ki te vodi po fitnessu, da se ne zgubiš. V resnici. Ja. Ja, to. Gremo naprej? Odlično. Kaj so lastnosti slabega trenerja? Na kaj biti pozoren, ko zbiraš trenerja, da veš mogoče, če narediš trening, pa da rečeš, te stvari dela, pa mogoče boš, da si nekoga drugega zberem. Ta je močna. Ta je ful močna. Kaj bi pozoren pri slabem trenerju? Mislim, ok, prvo pojmo spet nazaj na formo. Ne bo vsaj približen v formi, a ne? Ker nekdo, ki ni, ne vem, sej lov, da ješ neke življenjske spremembe, pa da ni za to v formi. Jaz bi rekel, da forma mora biti, če je ni, mogoče red flag, ni nujno, ampak in general bi rekel, išč to, da je. Se mi zdi, da dosti lahko vidiš potem, če objavljajo dosti po Instagramu, pa da govorijo, vidiš, kaj govorijo. Samo resnici, če razmislim, itak ti kot laik ne veš, o čem govorijo. To ni valid. Težko bi ti rekel, kako bi nekomu, ki bi iskal trenerja, najdel dobrega. Težko. Ker on ne ve nič o temu. Če bi on vedel, jaz kaj nekaj vem, pa gledam pol, ne vem, tega pa tega coacha, sem tako, ok, zdaj vem, kjer je v redu. Pak nekdo... Ful težko vprašanje. Jaz bi rekel, da gledaj rezultate strank, mogoče za začetek. Prvo ne ima nekih rezultatov. Že nekdo, ki jih nima nič postanih rezultatov, pizda je že kaj naredil. A zna nekoga spraviti v formo. Drugega, kakor sebe. Tako da ne ima rezultate od strank. Čim ti bo mogoče ponudil kakšne steroide, peptide, bi se jaz raje ognil, ker to dosti coachov dela. Tako da to mogoče še, to bi bil še mogoče nek red flag. Reč pa težko reči. Pa ne, si povedal 2. Okay. Ja. Imaš ti kakšno idejo, kako bi ocenil? Ja, mogoče tako, da vidiš odnos do dela. Da greš na par treningov, pa da prvič to, da če se dobro razumeš trenerjem, se mi zdi, da je ful pomemben. Fair, itak. Da vidiš, naprimer... Zdaj drugače, to si dobro povedal, to si zdaj spomnil. Kaj vidiš coache, ki so na telefonu, medtem, ko pač stranka dela, tako ja, super, pa on gleda tam, ne.
pač ne. Jaz odprem telefon, da napišem, ok, naredil je 25 kg x 13. Drugo, telefon, tudi če me kdo kliče, ne javam se. Tako da mogoče odnos, pa da je nek tak pozitiven, da je entuzijastičen. Ja. Ker če boš nekoga imel, ki ti bo tam nadrkan, pa te ful omejeval, preveč omejeval, malo te itak more mogoče, ampak da so res neki ekstremi, če si ti nek laik, mogoče to. Pa da znaj s tebe najbolj stisniti. Tudi mora biti dober motivator, sigurno. Pa še to, da ti zna limito postaviti, da ne greš čez mejo. Tudi. Ker imaš tudi ljudi, ki so nagnjeni k temu, čeprav zgleda bolj redko. Ne? Ne, vse imaš, ki probajo, ampak čim oni osnovno tehniko ugotovijo, če oni ne morejo držati tehnike, jaz takoj ne to bom spustila. Tako da sami vidijo načeloma. Imaš kaj še nekaj proba. Jih naučiš dosti hitro, da... Tako, če on naredi tehniko pravilno, on ne bo mogel zvišati teže, ker pač ne zmore telo kontrolirati take teže. Čim nekdo mora mi spustiti težo na hiter dol, pač, če ne moreš kontrolirati te teže, ne bo vas tako težo delala, bo vas spustila. Koliko imaš pa ti pravilo, da lahko tehniko spustiš zato, da dosežeš limito? Zdaj tam zadnja 2 ponovitve, mogoče, če je malenkost odstopa, ok. Kaj več pa ne. Od začetka prvih 8 do 10 ponovitev mora biti v nulo forma. Čim je pač senija, tempo, da drži folk nekdo, da umiri v pozicijah, ki morajo umiriti v raztegu, recimo. Ampak zadnje ponovitev 2, mogoče, če malenkost kaj pohiti, je čisto razumljivo, ker pač telo hoče pogolfati tisti gib, pač, ki mu je lažje. Tako da zadnji 2 ponovitvi, mogoče, če je malenkost, ok, kaj je dosti več, pa ne, drač pa takoj nižja teža. Kaj pa ti je najpomembnejša lastnost pri stranki, da dobro funkcionira pa pri nekomu trenerju? Pri stranki ful pomeni, če je komunikativna stranka. Vse večinoma so, ki se reč niti ne odločijo. A pa moraš ti razviti ta odnos, da se one odprejo, da so sproščene. Kaj imaš kakšne, ko dobiš introvertirane ljudi, izziv jih je na začetku, a veš, pa naredi set, pa tišina. Pa moraš reči, in kaj boš kaj začer? Kaj je to? A veš, moraš ti skozi napeljevati se, pa ti jih spoznaš te ljudi, si več z njimi, kot s kolegi na koncu, če se 3 ure na teden vidiš včasih. Tako da ti pol cel njihov life, veš, vse jih sprašuješ. Tako da ful je to, da je komunikativna, kaj ne zostanejo zaprte, tiste je težko delati. Tist veš, da pred treningom veš, da ti je muka iti, ker boš vlekel informacije ven, pa skozi bo tako resna, nič kakšne zajebanci. Jaz probam vedno, da je humor vmes, da se kaj nasmejimo. Kaj jih nekako razbremeni tudi stranke, niso pa toliko živčne, spodbujaš jih in tako. Pri trenerju pa se isto, mora biti komunikativen, ker tudi nekomu ne bomo všeč pridati, če bo pa pol v tišini tam minuto pa pol, ko bo imela rest oziroma pauzo, se mu bo dosadno, awkward je, kaj zdaj delam, gledaš okoli, sediš v tišini, Se pridejo te trenutki, sploh kaj nekdo ful zmatran, pa kaj itak on diha normalno, ampak čim je to večina treninga, jaz mislim, da se folk pol avtomatsko neha vračati. Tako da jaz dam dosti poudarka na to, da sem tudi jaz dobro počutam, ko so treningi, ko vidim kdaj, ko nisem naspan, pridejo tudi taki dnevi, ne morem se isto povedati stranko, ne morem popričati, ne dam jim unga domačega vajba, da smo tudi prijatelji, ker realno se spoprijatelji s strankami, ne moreš, da se ne bi, vsaj jaz ne. Tako da to, pač trener pa mora to znati narediti, mora biti to komunikativen, znati sprašvati, se zanimati za stvari, povedati kakšno šalo, kaj tazga. To me je zanimalo, vidiš. Ja, pa jaz vprašam. Kje leži dejanska vrednost osebnega trenerja? Kaj stranka plača? Bom še dokončal. A je to, naprimer, da plača samo uro v fitnessu, ali je treba pogledati na to precej širš, pa da plača še vse tisto, na kar smo v bistvu že zdaj povedali. Da je to disciplina, da je to še dodatki, ki se trenerja priprave, trenerjevo znanje, rezultati predhodni, recimo, ki jih ima, se pravi... Zihar so tudi rezultati, zato ker nekdo, ki dela 10 let, ima tudi uro toliko dražjo, pa je še vedno povana, zato ker ima toliko več dokaza, da je on sposoben te stvari narediti. Plačaš pa ti v bistvu kar nek 24 ur supporta, ni 24, ne bom odgovarjal po noč, ampak
kadarkoli mi piše, tole pa tole imam v hladilniku, kaj predlagaš, ne vem, je v trgovini vid to, je to ok, da vzamem, alternativa za nek sir, če so navajeni nek masten sir jest. Tako da imaš v bistvu ti 24 ur, skozi mi lahko napišeš, kaj te zanima, ne, vprašaš pa, če to je v redu, zdaj grem to, a grem jutr hoditi, ker me vse en ful noge bolijo in podobno. No. Tako da to, pa ja, pač itak, disciplina pa to pa pride zraven, pol pri treningih, a nekaj jih itak ti učiš, pa da oni sami to želijo, pa da same sebe ne golfajo. Vse jim poveš, da si ti, tudi če se mi lažeš za hrano, meni je dosti vse. Jaz bi želel, da imaš ti dobre rezultate, ker tudi meni je to dosti sreča, ne. Jaz full enega second hand happinessa dobiš, ko je stranka, pride pa tako, 3 kila manj imam, obsegi so full manjši. Ker meni se smeji pač. Hočem to, ampak golfajo pa same sebe, čim se ne držijo, pa rečejo, ja, držal sem se, ja. Teže je pa že 2 meseca ista, ali kaj. Sebe golfaša, ne. Tako da plačaš to disciplino, ampak se moraš sam za to delati. Če oni dosti to hočejo, ne. How bad do you want it, pač. Jaz ti bom vsa orodja dal, jaz ti praktično lahko garantiram uspeh, če boš samo upošteval, kar ti rečem, pač. To samo rečem. Sigurno ti bo ratal, sam drži. Ful so simple stvari, sam težko si jih držati. Spanje, hrana, pa trening. Treningi bo zihar v redu, spanje boš mogel sam, eni ga že imajo, eni nimajo, eni ga ne morajo, pa hrana. In če imaš vse 3, ful hitri rezultati, ful dobri rezultati. Čim enega ni, tako, čim ni 2, boš minimalno naredil. Kakšne razlike pa vidiš med recimo nekimi začetniki pa pol tistim, ki že dalj časa trenirajo pri tebi? Pa te, ki so že dlje načeloma hrano imajo kar porihtano, no. Večinoma. Začetniki imajo težave s hrano, ker tudi nekoga, ki ga dobiš, tako da bi rekel mogoče, večinoma nočejo, po nekaj časa kar grejo. Spanje tudi, odvisno od posameznika. A po nekaj časa kar grejo trekat ali grejo stran iz treningov? Še enkrat vprašaj. Kaj si rekel, da grejo, da po nekaj časa kar grejo, da večinoma nočijo trekat? Ne, čez nekaj cajta pa bi pol trekala, ne. Okay, Ker tudi pač s trekanjem imaš največ rezultatov, ne. Ti, dokler se ravnaš po občutku, eno punco imam, ki je hujšala, bili smo 4-5 mesecev skupaj. Vse se je, počasi je padala, ne. Začela trekati, mesec pa pol 7 kil dol. Sem tako, sam to si mogla, ampak kaj jih prvič dobiš, tako trekati, ne, to je čist preveč, to je že malo psihopatsko, to jaz ne bom, to je nezdrav odnos do hrane, ne. Ampak jaz mislim, da tukaj ni tako na temu. Tako da, dlje, ko so, več povzamejo navad, ko bom rekel, ful je ta časovna komponenta, koliko dolg so oni, ker jih ti počas, dan po dan jim daješ informacije, kako ne izboljšajo svoj life, ne. Tudi folka ne more zaspati in pol, da nimaš bele luči, imej toplo svetlobo, ne glih Instagrama scrollati 1 uro pred spanjem in podobno. Kaj eni pač nimajo razloga, zakaj ne spijo dost, sam pač ne more zaspati, ne. Imaš pa itak druge faktore pri temu, tudi stres v življenju in podobno je, na te stvari pa pač si tak ne moram kaj toliko vplivati. Tako da ja. A to si te modro svetlobo ugasnil? Sem bela. Ja. To smo štelali v studio in smo gotovili, da je ful lepš brez te luči. Pa smo pa sabo ugasnili danes. Vse je, ne? Zdaj boljš. Je bolj vibe, ja. Je. Ful bolj je tako domače vse skupaj. Ja. Res je, kaj je taka laboratorijska bela. Ja. To nočeš imeti doma v spalnici, ja. Ja. Evo, da smo še pokazali, kar smo povedali. Točno. Že vidite boljšo svetlobo. Ja. Kje smo stali? Prav. Še sredo odgovora. Med razlike začetniki, pa potem razlike med nekom, Dobro. ki začne trenirati, pa nekom, ki že dalj časa trenira, predvsem prehrani pa to. Se pravi, ti si tudi na spletu treniraš, ne? Online tudi. Kakšna je pa razlika med osebnim trenerstvom pa spletnim, se pravi, to je bolj mentorstvo, ne? Kot online, mislim. Ja. Ja? Kakšne so razlike, ko se odločiti za eno ali drugo, kaj prinese višjo vrednost za kompenzacijo za ceno? Best value for money. Best value for money. Za enega začetnika absolutno 1 na 1. Sigurno. Za nekoga, ko imaš dosti izkušenj, online čisto v redu. Jaz si tak direkt v online, če grem vsaj enih par treningov, to, da je res tehnika tako, kot mora biti. Zato, kar pa ena, sej ta nek support, da smo na voljo, če kakaj zanimamo tudi na online in tak.
Ampak pa 1-1 morajo se tako naučiti tehniko. Tako da če je začetnik absolutno 1-1, nekdo, ki pa že ima neki, pa se mu je mogoče ustavil, pa že približno zna, se zna spraviti na trening sam, že neki gleda hrano, komot online, pa online dobiš ti program, jaz ti vsak trening pišem teže, ki jih boš delal, ti se ravnaš po temu, tudi malo mu zaznačaš, če hočeš, da ti kakšen set posname, da pokomentiraš formo, ker čim je nek preskok teži, da kar gre on 5 kg gor na nekem liftu, tole si malo prehiter, mogoče šel gor, glede na to, da smo že pri tvojem limitu in tako vidim, ga popravljam. Tako da online je za nekoga, ki že zna, ki se tudi že zna sam spraviti, je super izbira, pač za manj denarja, na vsake to tudi kakšen skupen trening, ne se udar, gleda se pol, ne vem, vnos kalorij in podobno, vse mu ti reguliraš, on samo sledi, piše, treka in to je to, in sam trenira. Lično. Pa bi šel pa jaz, imaš ti v sklopu tega še kakšno vprašanje? Ne, glede tega ne. Moj 4. blok. Kako priti kot trener do prvih 5 strank? Ja, jaz sem se sam pogovarjal o tem, pač, da to zdaj delam in je folk prišel do mene. Pač. Mogoče, ker sem bil že kakor tok fit, pa pač sem mislil, okay, mogoče bo že, a ne. Tako da prvo sem imel soseda enega, pa sem ženo od mojega šefa treneru, pa se pa kar razvedel, tako da zelo od ust do ust. Zelo od ust do ust. Mogoče sem jaz malo drugačen primer, kot večina. Ne vem, kako večina dobi stranke, če sem čisti iskren. A je to Instagram, a je to uživo, ampak sam pogovari se o tem, to delam, jaz sem full tudi za ston delu. Na začetku sem sosedi, sem recimo 10 treningov naredil za ston, sem rekel, dej, pač, da se zrihtaš, neki so bili problemi. In tako, pa dosti pocen moraš začeti, ne? Ker če ti nimaš nič za pokazati, da si že naredil, boš težko imel neko visoko ceno. Sicer eni pravijo, da začniš že z visoko, kaj je težko višati, kar je res. Sam imposter sindrom je kokratko, vse en je prisoten, a ne na začetku sploh. Tako da ne vem, za ston na svete daje to kol čim več, pogovarjati se s folkom, vidijo, sej ta zna, zdaj je še trener, pa se bo pogovarjal v tomu kafiču s kolegi, sej poznam jaz enega trenerja, ki je tam, po meni ful dobro ene stvari povedal. Tako da pogovari se, daj za ston na svete čim več, naj se razširi dobro ime, pač. Kaj te pa najbolj veseli? Vse v sklopu. Jaz sem tako še par vprašanj, pa vse odgovoril v enem odgovoru. Ja, Top. šel pol dober podcast, ne? Ne rabiš sprašovati, ampak... Sam to lahko tudi ni nujno dober podcast. Lahko je bil prehiter konc. Lahko je, prepozen ponovadi. Nič ne vprašaš, zato ker gost se pove pa precej več, kot si ti hotel, da bi povedal. Pa mogoče toliko zgovoren, da ga ne znaš ustaviti. Ne, tukaj ni panike. Ne, hočem reči Martin Strel. Ja, ok, ja. Nisva tukaj tega konkretno mislila. Kaj te najbolj veseli pri delu s strankami? Prvo je to, da sem že skozi hotel delati z ljudmi. To mi je meni, ker sem social beast, meni je to, ne vem, če poznate Jordan Petersona, veste, kdo je. Ja. Jaz sem top 5 personality test naredil, jaz sem 99% ekstrovert, pač mene, jaz v kjerokoli situacijo me daš, jaz se bom poštekel z vsemi, ful mi bo dober, še boljš mi, če nobenega ne poznam. Ja. Ni mi sploh mus, da nekoga poznam, veš, grem narediti 50 ljudi, pa sam slavljenca poznam, top. Tako da delo z ljudmi sem vedno, da me zanima, in mi je že to, da se jaz pogovarjam. Jaz sem po treningih še bolj energized, kot prej, recimo. Prej sem tako slagiš, ne sedem in neki ful mogoče kdaj, pa pridem zvečer ob 10 končam, pa sem hypan pač. Tako da delo z ljudmi, pomagati jim, ponovadi so te veseli videti, izboljšuješ jim življenje pač. V resnici jim pomagaš, no. Tako da to mi je mogoče ena glavnih stvari, no. Kad vidiš tudi od njih rezultate, to te res, za unih par trenutkov te res usrečno. Torej bolj še 1-1 coaching, pa online. Sigurno. Meni je bolj všeč. Meni je bolj všeč. Ja, itak. Ti, kar imaš vprašanje, bi ti zdaj le možnost, da jaz pa svoj Ne, zaključek ker imamo naredim. za zaključek verjetno podobna vprašanja, tako da... To vas zanima. Ja, mislim, da jih imava. Ali pa ne. Ne, ker sem jaz mečkam bolj specifično vprašanje dal. Dober, pa ti dej.
Kakšen nasvet bi potreboval prvi dan, ko si začel pot osebnega trenerja, pa ti ga ni nihče povedal? Da samo ustraji. Ker je tokrat toliko vzponov in pacov, pač dobiš stranke, pa na začetku, ko si imaš si ti, 3 imam zdaj le, veš, pa narediš nekaj 6 treningov na teden ali pa 7, pa pride poletje, pa imaš samo še eno. Tako, fuck, a bo še? Pa skozi ups and downs, tako da pa imaš kar trenutek, ko si veš, stranka te kliče, jaz ne bom več nadaljeval, ne? Pa si tako, fuck, sem kaj naredil narobe, kako bom zdaj, ko vsaka stranka tudi, ko gre, ne, je tok pa tok finančno manj na meseca, ne, za mene. Ampak pol s časoma vidiš, da v bistvu se vedno vračajo in je v bistvu zelo linearno se dviga od začetka do te točke, ki sem zdaj. Če časovnico raztegneš, ne? Ja, če se časovno raztegneš, pač je mal gor pa dol, ampak sam moraš ustrajati. Tudi, ker jih ni, pač bo. Sam pogovari se, trud se, deli content, karkoli, pogovari se. Bojo. Pridejo. Kaj imaš te momente, ko je tako, fuck, pa ta mi neha naslednji mesec, pa unga nimam že več, pa še ta 2 bosta končala, veš, kar naenkrat pa še nič skoraj. Ko mi se preživiš. Ampak sam gurat moraš, no. Sam gurat moraš. Sej, to je ful kliše, se vem, pač to, ampak je res. Je res. Sam verjeti moraš, da bo, govoriti o tem, razvijati, ne vem, jaz sem zelo hiter se pol lotil kar tega svojega kao brenda, Lobody, in pač zdaj talam te majice skoraj da ne zaston, ampak lej, folk po džimu jih fura in Pa se na Ferecu šira. pač sam da se vidi brenda, ne, sej. To je hormozi strategija. Ja, hormozi, direkt hormozi. Jaz čez teden skozi furam te majice, pač za vikend, če grem ven ne, ampak tako, povsod, ja, sam dajati, čim bolj pač vlagati v to, ful velikega denarja sem dal nazaj v ta merch, pa ni, da bi zaslužil kaj kakšen evro, kdaj dobim, ampak ni da bi karkoli zares delal. Zaslužiš dejansko od tega, da ljudje vejo, pol za to. Tako. Sem rekel, bom uložil v to, sem rekel, mora biti dober merch, kvalitetna majica, zdaj so štumfi, hudi in podobno. In folk fura, realno, če je dober merch, vse je folk krnosno. Pa če ti je majica cenejša pri meni, kot kar v H&M-u, a ne, folk kar kup pol 5-6 majic, tako super, evo, pa še vsak dan bo skozi eno džimu, ko bo imel ta logo gor, tako da ja, hormozi strategija, direkt, da reč, da si prebral. Ja. Pa še, kakšni so kaj tvoji cilji, kaj projekti za naprej, ali to skrivnost? Zdajle, ne, ni nobena skrivnost. Zdajle bom ene skupinske vadbe začel na Lavrci, imam že letake, včasih bom šel talat, pa v bistvu isto ene vodene vadbe skupinske v domu starejših občanov enem, sem že zmenjen. Hudo. Imam tudi že letake, samo moram še tja pa se zmeniti. Pa nekako širiti ta Lobody brand. 2 kolega imam, ki sta isto coacha, imamo že nek verbalni dogovor, kako bomo skupaj pol delali. Zdaj ne vem, v katero smer se bo šlo, kako bomo to speljali čisto, ampak so že plani, imam že letake, vse doma, sam moram še senditi. Tako da se razvija, malo vodene vadbe, pa tako drugače enkrat v prihodnosti, vedno mi je bila želja imeti nek svoj gym, ne. Sam to bomo videli, to je zdaj 10 years out, verjetno. A pa še več. Ampak to je nekako Bo pa. Jaz mislim, da bo enkrat. Jaz mislim, da bo. Pravilno razmišljanje. Preden pride začetnik k tebi prvič na trening, kaj je najpomembnejša stvar, ki jo mora narediti pred tem, da bo čim bolj začel treninge? Pa nič ne rab narediti, on mora sam si doželeti. On mora sam si doželeti, da pride in da me bo poslušal pol, da bo upošteval pač neka navodila in že s tem je ful veliko naredil. Če posluša vse, ene maške v 2 mesecih naredijo ful dobre rezultate. Ful dobre. Eni pa pač ne poslušajo toliko, pa se pač odraža na rezultatih. Tako da v bistvu sam neko željo mora imeti dost močno po spremembi in je že ogromno naredilo. Top. Ti že kakšno vprašanje? Ne. Pa hvala, da si vzel čas za najdva. Nekaj. Hvala Mi se vam. pa vidimo naslednji torek.